Pozdravljeni otroci, danes sem z vami Metka Paštetka. Za vas sem izbrala pravljico Pajek Polde. Če vas zanima, pa mi prisluhnite. Na veliki prožni mreži, ki se je prav prijetno pozibavala ob vetrovnih dneh, je živelo 7 pajkov. Polde, Polona, Peter, Poldina, Primož, Pavel in Pepi. Znani so bili daleč naokoli, po vsej pajčji deželi, ker so pletli najboljše, najlepše mreže, v katere so se ujele velike in male muhe in seveda tudi mušice. Pajki so si med seboj pomagali pri pletenju mrež. Pajkovka Polona pa je učila mlajše in manj spretne, kako narediti močno in lepo mrežo. Nekega dne je bila pajkovka Poldina pri Poloni na učni uri pletenja mrež. Polona ji je kazala in razlagala, kako je treba narediti zanko, kako zaključiti vzorec, a Poldina je samo vzdihovala in obračala oči. Pletenje pa ji ni šlo. Poloni je bilo dovolj in je rekla: "Punca, kaj je s teboj? Kje imaš glavo? Sploh se ne potrudiš." Poldina se je najprej zgovarjala, ko pa je videla, da Polona ne bo odnehala, je začela govoriti. Jaz sem... Povej že, kaj si? Pa jaz sem zaljubljena." "A res? V koga pa?" je bila radovedna Polona. "Ali ga poznam?" "Seveda ga poznaš, v Poldeka, tako je lušten, pa še lep za povrhu." "A pa Polde to ve? Si mu že povedala?" "Ne, kje pa, tudi ti mu ne smeš. Rada bi se najprej naučila delati res lepe mreže, da bi ga z njimi omrežila." Sredi napetega pogovora se nad njuni glavi spusti na tanki nitki pajek Pepi. Pepi je bil znan med pajki po svoji domiselnosti in dajanju pametnih in manj pametnih nasvetov, če ga je seveda kdo želel poslušati, ampak njemu je bilo vseeno. "Takole, punci, saj veste, kdo je najspretnejši pri pletenju mrež. 1 leva, 2 desni ali pa obratno." V tistem trenutku pa se je zaslišalo brenčanje in okoli njih je priletela krasna muha Pepina. Pomahala je s krilci, se je izognila vseh njihovih mrež in odbrenčala. Poldina se je razjezila. "Ste jo videla, kako je domišljava?" "Ne jezi se," je rekla Polona. "Nekega dne se bo tudi ona ujela v našo mrežo." Pepi pa je dodal: "Ste videli, kako je lepa?" V istem trenutku je splezal nazaj po svoji nitki, da se mu ne bi kaj zgodilo. Predobro je vedel, da sta obe pajkovki pošteno jezni. Polona in Poldina pa sta se umaknili v mirnejši kotiček. Prav takrat, ko sta Polona in Poldina odšli, je vse njihove mreže obsijalo sonce. Res so bile lepe. Tanke nitke so v čudovitih vzorčih žarele v soncu, ki jih je občudovalo in božalo s svojimi žarki. Kdo ve, kako dolgo bi sonce še božalo mreže, če ne bi zagledalo pajka Petra in Pavla, ki sta se bližala mrežam. Peter in Pavel sta bila še mlada pajka, ki še nista bila mojstra v pletenju mrež. "Poglej, Pavel, te mreže, kakšne se ti zdijo?" Jaz mislim, da so to čisto navadne pajkove mreže in da sva midva sposobna narediti mnogo lepše in predvsem bolj domiselne, pa še veliko večje. Postaneva lahko zmagovalca na tekmovanju za naj pajkovo mrežo."
Tako sta Peter in Pavel modrovala in se spodbujala v svojem prepričanju. Ko se jima je pridružil še Primož, ki je slišal njun pogovor. Hej, fanta, kaj se šopirita? Malo bosta morala še zrasti in se veliko naučiti, potem bomo šele videli. Njihov pogovor pa zmoti Polde. Na ves glas kriči: A ste jo videli? Ste videli mojo Pepino? Je brenčala morda tu mimo? Hej, Polde, kaj si se ogrel za muho? Ga je vprašal Primož. Peter pa je dodal: A se ti je čisto utrgalo? To je vendar novica dneva. Ne morem si pomagati. Popolnoma me je obnorela ta lepa in elegantna muha Pepina, ko brenči mimo mene. Vse sem že poskusil. Napisal sem ji ljubezensko pismo, poslal rože, parfum in čokolado. Vse je sprejela, mene pa noče. Na hrbet mi je Pepi narisal srce in vanj napisal Pepina. Morda bo le sprejela mojo ljubezen. Prijatelji Pajki so strnili glave in začeli razmišljati, kako bi pomagali Poldi. Ko pribrenči muha Pepina, Polde ves očaran gleda in jo opazuje in začne govoriti. Pepina, Pepina, muha krasna in fina, vse noči ne spim, nate mislim in trpim. Sanjam tvoje tanke nožice, krilca krasna in oči kraljice. Pepina, lepa Pepina, zakaj Pajek Polde tebe ne mika? V moji mreži bi bilo ti lepo, razvajal bi te in ljubil močno. Pepina, Pepina. To, kar je Pepina slišala, je bilo zelo všeč. In zdelo se ji ni čudno, da se je Polde zaljubil v njo. Bila je prepričana, da je daleč naokoli najlepša muha, da ne govorimo o njenem vrhunskem brenčanju in plesanju okoli drugih. Takole je bilo. V pajčji deželi je nastala huda zmeda. Za Pajka je res nenavadno, da se zaljubi v muho. In tu je še nesrečna in hudo zaljubljena Poldina. Med tem časom je Polona naučila Poldino splesti čudovito mrežo in bila je prepričana, da jo bo Polde zdaj opazil. A njene sanje sta uničila čvekava Peter in Pavel, ko sta ji povedala, da je Polde zaljubljen v muho Pepino. Polona ni vedela, kako naj potolaži prijateljico. Rekla ji je, da so še drugi Pajki, ki niti na misel ne pride, da bi se zaljubili v muho. A to Poldini ni čisto nič pomagalo. Med tem časom so Polde, Primož, Peter in Pavel pletli mrežo. Res jim je uspelo narediti veliko, mogočno in močno mrežo. Pavel je rekel: Takole, zdaj se moraš pa sam potruditi in ujeti Pepino. Seveda se je Polde zahvalil prijateljem in čakal, da pribrenči lepa muha Pepina. In res ni bilo dolgo, ko je zaslišal brenčanje. Obrnil se je, gledal po zraku in jo zagledal. Pepina, pridi k meni, tako te imam rad. Pri meni ti bo lepo, razvajal te bom in ljubil močno. Pepina, ki je brenčala okoli njega, naenkrat zagleda na njegovem hrbtu srce in v njem svoje ime. Za trenutek se je zmedla in ta trenutek je bil dovolj, da je spregledala mrežo in se ujela vanjo. Polde je bil ves srečen. Zdaj si pa moja. Lepo bom skrbel zate, razvajal te bom. Nič ti ne bo manjkalo pri meni.
Muha Pepina pa je tarnala in se jezila. Ne morem biti tvoja nevesta, ker sem muha in moja naloga je, da brenčim naokoli in treniram letenje. A vsa jeza in prošnje niso pomagale. Po pajčji deželi se je hitro razširila novica, da je Polde ujel Pepino. In pajki so k Poldi poslali najstarejšega in najmodrejšega pajka Pepija, da ga spametujejo. Res je Pepi obiskal Poldo. Hotel ga je prepričati, da naj muho Pepino poje, ker je normalno, ker pajki zato pletejo mreže in lovijo muhe. Poldi pa je bil neomajan in se je zelo razjezil. Kaj, da bi jaz mojo lepo Pino pojedel? A se ti je zmešalo? Jaz jo ljubim in pri meni bo ostala. Ja, veste, zgodba bi se lahko tu končala, a se ni. Polde je ostal sam s svojo Pepino in mislil je, da bo vedno, vedno tako. Ujeta v mreži je Pepina dobro jedla, prinesel ji je, kar si je zaželela, in postajala je iz dneva v dan debelejša. Saj ni bilo tako slabo, a pogrešala je letenje in nekega dne se je domislila in si zaželela nov šal. Polde, ki je izpolnil vsako željo, se je takoj odpravil v trgovino, a ni vedel, kakšen načrt ima Pepina. Ker je toliko jedla in je postajala težja in težja, je začutila, da mreža popušča. In ko je Polde odšel, se je 3-krat zakuncala in naredilo je pok. Mreža je počila in Pepina je seveda malce nerodno odletela v svobodo. Ko se je novica o pobegu muhe Pepine razširila po pajčji deželi, so prihiteli vsi prijatelji k Poldi, ki je neutolažljivo jokal. Najbolj pa ga je tolažila Poldina. Ostali pa so razmišljali, kako bi mu pomagali. Pepi in Polona sta se domislila in pripravila zabavo. Polona je poskrbela za pajčje napitke in pajčje piškote, Pepi pa za vabila. Na zabavi je Polde videl, kako so se prijatelji zanj potrudili in kako prijazna je Poldina. Tako je vsaj malo pozabil na Pepino. Pepi in Polona sta zadovoljna opazovala pajke in bila vsa srečna, da bo v pajčji deželi spet zavladal mir. A bo res tako? Kaj mislite? Ker saj veste, ko ljubezen te prevzame, srce zagori, razum pa glavo zapusti. Ko ljubezen te prevzame, nisi več enak, na obrazu je le sreča in misel na tistega, ki imaš ga rad. Ko ljubezen te prevzame, svet le zate se vrti. Na tem svetu, kdaj zaljubljeni smo prav vsi. Kaj se je pa zgodilo z muho Pepino, pa nihče ne ve. Kam je odletela? Ali jo je usvojil kak nov pajek, ali pa še dandanes išče svojega ženina. Tako, to bo za danes vse. Dragi otroci, če vam je bila moja pravljica všeč, me všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka pripoveduje in se vidimo znova še kdaj.